Zdaj, namen mojega današnjega nastopa je, da z področja ustavnega prava, to je tisto, kar v svoji akademski sferi pokrivam, nekako odgovorim na vprašanje, kaj nas čaka v pravnem smislu v jeseni. In ko sem razmišljal o tem, sem prišel nekako na 3 pomembne vprašanja, ki se nam bodo v pravnem smislu zgrnila na glavo, takoj v jeseni, seveda je v Sloveniji še mnogo več. In ta vprašanja so, prvič, konstitucionalizacija zlatega fiskalnega pravila, to je vpis ali ne vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Drugič, presoja zakona o uravnoteženju javnih financ pred ustavnim sodiščem. In tretjič, zadeva, ki ni popolnoma notranje pravne narave, to pa je vprašanje ratifikacije pristopne pogodbe Hrvaške k Evropski uniji. In v nadaljevanju bom zelo nakratko pojasnil videnje vsakega od teh vprašanj z moje strani. Zdaj, če se dotaknem vprašanja zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo, tu je Bernard osvetlil že vse ekonomske podmene, dotaknil se je tudi pomena samega zapisa. Jaz pa bi rad, ker mi to tudi nalaga pravzaprav stroka, ki pripadam, to je ustavno-pravna stroka, razjasnil nekatere dileme, ki so se v javnost lansirale in tudi nekatera, po mojem prepričanju, neutemeljena stališča z vidika ustavnega prava. Torej, nekako sem pogovarjal z nasprotniki zapisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo. In nekateri od teh nasprotnikov, ki so tudi sami ustavni pravniki, trdijo, da že na samem začetku zlato fiskalno pravilo sploh ni ustavna materija. To seveda ne drži in to je treba jasno povedati. Naša ustava ureja javne finance, zlato fiskalno pravilo se dotika javnih financ, torej je to tematika, ki popolnoma sodi v ustavo. In glede tega ne more biti nobenega dvoma. Drugo vprašanje, ki se pojavi, je, kaj smo si sploh s podpisom fiskalnega pakta v ustavno-pravnem in mednarodnem pravnem smislu naložili. Tudi tukaj je treba biti jasen. Bernard se je tega že dotaknil. Fiskalni pakt, katerega vsebina je zlato fiskalno pravilo, z njim smo si naložili mednarodno pravno obveznost, da realiziramo zlato fiskalno pravilo, bodi si v ustavi, bodi si v rangu dokumenta, ki je enak ustavi, ali pa v vsakem primeru, da zagotovimo dejansko, učinkovito, objektivno spoštovanje pravila zlatega fiskalnega pravila. In zdaj na osnovi tega so se v javnosti pojavila stališča, da smo že za samo ratifikacijo mednarodne pogodbe našo obveznost iz zlatega fiskalnega pravila opravili. To seveda ne drži. Z ratifikacijo mednarodne pogodbe smo to zgolj prenesli v nacionalni pravni red. Mednarodna pogodba pa od nas zahteva pozitivne korake za realizacijo njenih ciljev. Drugič, v javnosti so se tudi pojavila stališča, da lahko obveznosti iz te mednarodne pogodbe zapišemo v neke tako imenovane posebne ustavne zakone. Zato sem prvič slišal. Poglejte, v Sloveniji posebnih ustavnih zakonov nimamo. V Sloveniji imamo ustavo in zakone. Ustavni zakoni so tisti zakoni, s katerimi amandmiramo ustavo in so potem takem akt ustavne narave. To pomeni, da lahko v Sloveniji, če želimo izpolniti obveznosti iz te mednarodne pogodbe, zlato fiskalno pravilo zapišemo zgolj v ustavo. Posebnih zakonov nimamo, imamo pa določene zakone, ki se lahko sprejemajo s kvalificiranimi večinami. Ampak to niso ustavni zakoni. Ustavni zakon stricto sensu je zgolj amandma k ustavi. Druga zadeva, ali pa zdaj že tretja zadeva. Mednarodna pogodba nam nalaga, da dejansko, objektivno in učinkovito zagotovimo spoštovanje zlatega fiskalnega pravila. Nekateri trdijo, da s samim njegovim vpisom na zakonsko raven bomo to uresničili. Ampak poglejte, mi imamo uravnoteženost javnih financ že zdaj zapisano na raznoraznih krajih, v raznoraznih zakonih. Nismo je spoštovali. Teh zakonov nismo spoštovali, zato je v smislu ustavnega prava, v smislu samo omejitve nujen zapis v ustavo, če menimo z
zlatim fiskalnim pravilom resno. In eno zadnje, v javnosti je bilo tudi izpostavljeno stališče, da zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo sam na sebi sploh nima smisla, ker niso predvidene nobene sankcije, če pride do njegovega nespoštovanja. To stališče je ustavno-pravno zmotno z dveh vidikov. Prvič, sankcije so predvidene, bodi si ustavna obtožba, ustavno-sodna presoja, interpelacija. Sankcije predvideva samo pravo Evropske unije. In tretjič, sankcije se ne bodo zgodile z vidika mednarodnih finančnih trgov. Kar pa je še bolj sporno, v ustavi imamo cel kup določb in cel kup institutov, ki ne predvidevajo sankcij, pa so vseeno v ustavi. In tak par excellence primer je seveda ustavno sodišče. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne, nimajo pa nobene sankcije, nihče jih ne more zgorjačo uresničevati. Pa kljub temu ustavno sodišče je zapisano v ustavi in njegove odločbe se seveda v veliki večini spoštuje. Tako da tudi ta argument, ustavno-pravni argument, mora zbledeti. Skratka, če mislimo s svojimi mednarodno-pravnimi obveznostimi resno, če želimo izpasti kredibilen partner do Evropske unije na podlagi spoštovanja prava EU, nam ne preostane veliko drugega kot to, da zlato fiskalno pravilo zapišemo v ustavo. Še več, zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo ne bo zdaj pomenil, da si bomo s tem na glavo naložili preveč rigidno fiskalno politiko. Zakaj? Samo zlato fiskalno pravilo znotraj sebe dopušča fleksibilnost, odstopanja od sebe v primeru hujših ekonomskih kriz. In še, ali je zlato fiskalno pravilo nekaka obvodnica za neoliberalno politiko, za uničenje socialne države, za uničenje javnega sektorja? Nič od tega. Zlato fiskalno pravilo zgolj pravi, da mora biti proračun uravnotežen. Nič pa ne pove o distribuciji proračunskega denarja. Kot je že povedal Bernard, če imamo mi ogromno davčnih prihodkov, lahko to trošimo za javni sektor, za socialno državo, za vse, kar se nam zdi prav. Ampak vedno mora biti proračun izravnan. To je, kar se tiče dilem glede vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo in glede nekaterih, po mojem mnenju, neprepričljivih ustavno-pravnih argumentov, ki naj bi govorili zoper ta vpis. Drugo vprašanje, ki sem se ga želel dotakniti, je težka naloga, pred katero stoji naše ustavno sodišče, ko bo moralo presojati večkrat napadeni zakon o uravnoteženju javnih financ. Tukaj se mi nehote poraja tista analogija z ameriškim vrhovnim sodiščem v času New Deala. Zle s to razliko, da so potrebne družbene spremembe v družbi v Sloveniji leta 2012 ravno nasprotne tistim, ki so jih morali izvajati v Ameriki tedaj. Če so v Ameriki morali tedaj priškrtniti laissez-faire princip, če so morali priškrtniti prevelik pritisk močnih vplivnih akterjev na dejansko manjšino, ki je bila brezpravna, ki je bila v ekonomskem šibkem položaju, je v Sloveniji situacija drugačna. Zdaj je treba, da rešimo situacijo, doseči, da se država umakne, torej rabimo več deregulacije in moramo zagotoviti, da država vzpostavi javno-finančno pravičen sistem. Se pravi, da pomaga tistim, ki so pomoči v socialnem smislu res potrebni. Napadi v ustavno-pravnem smislu na zakon o uravnoteženju javnih financ se ni zgodil strani tistih, ki so v tej družbi prikrajšani, ki so morebiti neprivilegirani. Nasprotno, napadajo ga določene nadprivilegirane fakcijske skupine in kar mene kot ustavnega pravnika impresionira, da so jim prišle na pomoč tudi institucije države, tudi varuhinja človekovih pravic, vlaga v imenu teh skupin ustavne pobude, medtem ko na drugi konci, ko so se porajale potrebe, tega nismo zasledili. Tako da hočem reči, da ustavno sodišče je tukaj pretežko ustavno-pravno nalogo. Tako kot je bilo ameriško vrhovno sodišče. Ali bo omogočilo reforme v družbi, ali pa jih bo preprečilo. S tem, da zakon o uravnoteženju javnih financ, kot je povedal že Bernard, je lahko zgolj prva stopnička pri reševanju problema.
Ampak če bo tudi ta zablokiran, že na ustavno-pravni ravni, potem bo rezultat na mednarodnih finančnih trgih. Ti so tisti, ki nam bodo denar posodili ali ne, za Slovenijo usodili. In to zdaj ni zgolj politično vprašanje, to je ustavno-pravno vprašanje. Kakšno družbo razume naša ustava in kakšno družbo naša ustava terja? In na to, ne zgolj na črkobralska vprašanja, bo moralo, ko bo odgovarjalo, ko bo ustavno sodišče presojalo ta napadeni akt, tudi samo pri sebi odgovoriti. In zdaj, če se nekoliko premaknem iz tega domačega parketa, na katerega smo tako preveč osredotočeni, zanemarjamo pa to, kar se dogaja okoli nas, si pogledamo, kaj se ponovno plete v odnosih med Slovenijo in Hrvaško. Če boste spremljali hrvaške časopise, boste videli, da se ponovno krepi neke vrste stampedo izrazito orkestrirane akcije proti Sloveniji, ki da ponovno vzpostavlja, kot že v času Pahorjeve vladavine, vzpostavlja blokado Hrvaške in je zgolj ona edina tista, ki bo Hrvaško ovirala na poti v Evropsko unijo. Časi pravi, ratifikacije dejansko potekajo in če je kdaj čas za Hrvaško, da morebiti ne realizira svojih mednarodno-pravnih zavez, ki jih je dala, je seveda zdaj. Ampak, kjer bi jaz tudi kot nekdo, ki se ukvarja s pravom Evropske unije, želel položiti nekaj na srce tistim, ki so odgovorni v naši vladi. Nikar ne ponovimo zgodbe iz časa Pahorjeve vladavine, ko smo enostransko, saj tako je izpadlo, in zelo rigidno se postavili na stališče blokade Hrvaške. Naš pristop mora biti mnogo bolj strateški. Mi moramo primarno ustrajati na temeljnem pravilu mednarodnega prava, ki je pacta sunt servanda. Mednarodne obveznosti je treba spoštovati. Če je nasprotna stran dala in če se želi o njih še pogovarjati, se moramo mi pogovarjati, moramo biti odprti. Ampak hkrati se moramo pa zavedati in ustrajati, da pacta sunt servanda in da če so bile zaveze dane, jih je treba spoštovati. In jih je treba spoštovati tudi v luči prava EU, ker banke, vprašanje kapitala, to sodi pod pravo EU. Prost pretok blaga, svoboda ustanavljanja. In to so zaveze, ki jih je Hrvaška dala znotraj pogajalskega procesa z Evropsko unijo. Če jih Hrvaška ne bo spoštovala, potem objektivno ne izpolnjuje pogojev za vstop v Evropsko unijo. In to je tisto, na kar mora Slovenija upozoriti, da je to vprašanje prava EU in mednarodnega prava in ne nekih naših lastnih vladnih političnih preferenc, da bomo z neke ne vem kakšne nagajivosti nagajali Hrvaške. Nasprotno. V našem največjem nacionalnem interesu je, da se Hrvaška čim prej vključi v Evropsko unijo in še bolj tudi v šengenski sistem. Ampak, če imamo na drugi strani partnerja, ki zna voditi strateške igre, moramo biti tudi sami tu izjemno previdni, se strateško obnašati, temeljiti na pravu, mednarodnem pravu in pravu Evropske unije. In tu moramo paziti, da se ne bomo ponovno zapeljali v neke enostranske blokade, kjer bomo v lučeh Evropske unije izpadli spet kot enfant terrible. Z tega vidika je za pozdraviti inicijativo, da se ponovno pogovarjate dva finančna strokovnjaka o dilemah, ki se porajajo v zvezi s staro Ljubljansko banko, ampak pogovarjate se lahko zgolj v tehničnih vprašanjih. Zaveze Hrvaške so bile namreč dane v mednarodnem smislu in v smislu prava Evropske unije.